Začeli bomo z lovom na napake. V vsaki trditvi bo ena neustrezna beseda. Najdite jo in jo popravite. Pravilni popravek vam prinese 5 točk, na voljo pa imate 15 sekund. Začenjamo z denarjem. Na knežjem kamnu, upodobljenem na slovenskem kovancu za 2 evra, so v srednjem veku sprva ustoličevali karantanske kneze, pozneje pa koroške vojvode. Prosim za odgovor. Poglejmo, kako ste odgovorili. Kar nekaj debate je bilo. Rumeni, kaj ste tole napisali? 10 centov. 10 centov, vijolični pa ste napisali centa. Dobro, pravilni odgovor bo res centa, ja? In sicer je knežji kamen na kovancu za 2 centa in ne 2 evra, torej ne žal na 10 centih. Na kovancu za 2 evra pa je France Prešeren, nekaj njegovih pesmi je uglasbil tudi vaš Davor in Jenko. Približno v podobnem času sta živela. Poglejmo, kje je napaka v naslednji trditvi. Sil je več vrst. Silo težnosti začutimo, ko nosimo polno nakupovalno vrečko, magnetno silo na vrtiljaku, silo trenja pa pri premikanju pohištva po stanovanju. Preverimo vaše odgovora. Rumeni ste zapisali, tole pa ne bom znal prebrati, kaj piše? Krožno. Krožna, aha. In pa vijolični ste pa napisali centrifuga. Galna bi mogli pisati. Centrifugalna sila ste verjetno mislili, a ne? Ja, pravilni odgovor pa bo centrifugalno oziroma centripetalno silo. Rumeni vam žal tega ne moramo priznati, vijolični vi pa ste si vendarle prislužili naslednjih 5 točk. Čestitke. Gremo na zadnjo trditev. Slovenija slovi po izjemno bogati jamski flori, ki jo sestavljajo jamski rakci in pajki, različne vrste netopirjev ter znameniti močeril ali človeška ribica. Vaša odgovora sta fauna in fauni. Ja, poglejmo, če imate prav. Žal tale odgovor ni bil nepravilen, ampak pravilen. Tako je fauni. Ja, bravo, tudi rumeni ste se seveda prislužili prvih 5 točk.